En lep pozdrav vsem skupaj. Danes bomo imeli v bistvu nepremičninske nasvete oziroma najavljam najbolj gledani video v nepremičninskih nasvetih, zaradi tega, ker je tema zelo posebna. Gre za davke pri prodaji vaše nepremičnine. Torej, če ste vi prodajalec nepremičnine, kakšne davke boste vse plačali. Na terenu se dostikrat soočam, da 80% ljudi sploh ne ve, oziroma katere davke bojo mogli plačati, če se odločijo za prodajo svoje nepremičnine. Pa bom poskušala tudi na primerih vse skupaj razložiti, da bo čim bolj razumljivo. Recimo, da prodajate stanovanje, ki je vredno 120 000 evrov. Prvi davek je definitivno davek na promet nepremičnin, ki znaša 2%, torej 2400 evrov davka na promet nepremičnin. Potem pa imamo še en čarobni davek, za katerega res lahko trdim, da več kot 80% strank ne ve, da obstaja. Gre pa za davek na kapitalski dobiček, ki znaša, ne boste verjeli, kar 25% na razliko med nabavno in prodajno vrednostjo. Torej, če ste nepremičnino kupili lani za 100 000, letos pa ste jo prodali za 120 000, boste torej na to razliko 20 000 evrov plačali 25% kapitalskega dobička. Ta kapitalski dobiček se v bistvu lahko z računi za vlaganje zmanjšuje, ampak ponavadi je problem, da stranke kupijo material, pa potem večina stvari same izvajajo na nepremičnini te obnove ali pa delajo sorodniki in te zadeve in seveda teh računov nimajo ali pa v bistvu sploh računov ne shranijo, ker ne vejo, da ta davek obstaja. Ko ta davek znaša recimo 10, 20, 30 000 evrov, jaz strankam ponavadi priporočam, tudi če so že pač pri meni, pa smo že nepremičnino poslikali, pa vse, pa pridemo do te zadeve, dajte počakati leto ali dve. Zakaj? Davek na kapitalski dobiček ste oproščeni v primeru, da ste bili zadnja 3 leta na nepremičnini prijavljeni in lastnik. Zdaj ne velja to, če ste bili na nepremičnini prijavljeni 5 let nazaj, zdaj pa več niste, ampak morate torej biti istočasno zadnja 3 leta prijavljeni in lastnik. Takrat boste tega davka oproščeni. Davek na kapitalski dobiček se tudi vsakih 5 let zmanjšuje za 5% in v bistvu velja za vse nepremičnine pridobljene po 1.1.2002. Še je tukaj par skrivnosti okrog kapitalskega dobička, teda če vas zanima karkoli več, mi lahko seveda pišete na zasebno sporočilo, bom z veseljem odgovorila. Upam, da vam je bil video všeč in koristen, teda če vam je bil koristen, ga delite naprej. Vseh vaših vprašanj sem vedno vesela, tako da to je to. Čau, čau.